Na 47. srečanju lovskih pevskih zborov in rogistov Slovenije na sotočju rek Save in Sore v Medvodah se je zbralo 17 skupin rogistov in 11 lovskih pevskih zborov iz vse Slovenije. Jaz mislim tudi po odmevih gostujočih gostov, da je prireditev res lepo uspela in smo zelo zadovoljni tega, ker smo vložili tudi v to veliko truda. Vesel, zadovoljen v imenu lovcev, da smo se zopet zbrali, hvaležen kulturnemu društvu Simonjenko, lovskemu pevskemu zboru Medvode, lovski družini Medvode, občini, županu in vsem, ki so sodelovali pri tem dogodku, da smo ga uspeli speljati. Res je bil čas, zdaj vemo, da pogoj PCT omogoča ponovno druženje, da smo se združili, da smo tukaj in če je kdaj pravi trenutek, je takrat, kadar imamo nekaj kulture, kakšnega pevca, rogisti, še rokači, ki svoje dodajo in to je pravi trenutek za druženje. Medvoščani bi morali sicer srečanje gostiti že v lanskem letu, a je izvedbo preprečila epidemija koronavirusa. Tokrat je izvedba vseslovenskega srečanja uspela, kljub nekaterim odpovedim nastopajočih. Ja, Medvočani so se izredno potrudili, izredni gostitelji, predvsem jim pa lahko rečem oziroma dam zahvalo za izredno sodelovanje. Ja, lansko leto smo zadeve nastavili, naredili smo program, kar naprej pa nismo potem več šli. Letos smo pa pač iz tega programa izhajali in šli naprej, tako da smo zadeve, bom rekel, konstantno peljali, smo imeli plan, dokdaj je treba stvari narediti in smo jih naredili tako, kot je potrebno. Slovenska lovska kultura je sicer uvrščena v UNESCO seznam nesnovne kulturne dediščine, kar zgovorno kaže na to, kako pomembno vlogo in mesto ima v naši državi. Za lovstvo in njegov nadvse raznolik kulturni izraz pa že vse od leta 1907 skrbi krovna organizacija Lovska zveza Slovenije. V tej naši stoletni tradiciji leta 1907 je nastala Slovensko lovsko društvo. Hribar, Lovrenčič, naši ustanovitelji so takrat ustanovili društvo predvsem z namenom, da Slovenci nismo bili zgolj gonjači bogatim, premožnim lastnikom nemških lovišč. Na naših zemljiščih smo želeli dobiti svoje lovišče. To nam je danes v celoti uspelo. Skozi kulturo, skozi slovensko besedo, skozi slovensko pesem smo dosegli to, da smo danes, ker smo ponosni Slovenci in Slovenke. In mislim, da moramo to bogatiti. Ker je to šlo tudi skozi lovske vrste, je prav, da to kulturo zapišemo v UNESCO dediščino. Da ostane za naše zanamce to, kar so naredili naši predniki in spoštovati moramo to. In zgolj to, da smo dosegli ta opis, je samo en majhen segment, delček spoštovanja do dela, ki so ga opravili naši predniki. V bistvu ni tako specifična, je ljubiteljska kultura kot vsaka druga kultura. V bistvu v tej lovski kulturi se pa predstavljajo vsi ti ljubiteljski kulturniki, literati, slikari, likovniki, pevci, rogisti, pesniki, fotografi. To se pravi je zelo široka, ki pa ni namenjena samo lovcev. To se pravi ni čisto specifična. Imamo pa tudi svoje šege in običaje, ki jih probamo seveda ohranjati. Lovski pevski zbor Medvode je skupaj z lovsko družino Medvode in Lovsko zvezo Slovenije v soboto pripravil nadvse pester kulturni program. Poleg skupnega nastopa več kot 200 nastopajočih pevcev in rogistov, ti so se predstavili s programom posvečenim skladatelju Jožetu Grlecu, so obiskovalci lahko prisostvovali tudi prikazu lovskih šeg. Tako smo lahko videli lovski ropot lovskih društev Medvode in Šmarna gora, nastop evropskega podprvaka v oponašanju jelenjega rukanja, v kulturnih točkah so nastopili Metod Ferbar, Zvone Nagode in člani Kuda Jarem, že ob vhodu v dvorano pa so obiskovalci lahko občudovali razstavo slik divjih živali Andreja Militarova. In prav predstavitvi vseh oblik lovske kulture so namenjena ta vsakoletna srečanja. Druženju med sabo, spoznavanju lovske kulture, da spregovorimo kakšno besedo, tudi kakšen kozarec vina ste videli, lovski ropot se zna lepo vključiti v to zgodbo. Je neka posebnost, ki jo v bistvu pri drugih lovskih zvezah niti ne srečam. Tako srečanje, kjer se družimo pa na kulturen način. Tudi tako se da in smo nekaj posebnega v evropskem prostoru in smo res ponosni na ta srečanja.
V soboto pa so bila podeljena tudi 3 priznanja. Zlato plaketo prve stopnje za lovsko kulturo sta za svoj ustvarjalni opus in prispevek k prepoznavanju in širjenju lovske kulture prejela domačina Andrej Militarov in posthumno Franc Barbič. Lovski pevski zbor Medvode pa je prejel red za lovske zasluge 3. stopnje. Prihodnje leto srečanje gosti Zveza lovskih družin Prekmurje.